Zdravo, moje ime je Matjaž in v tem videu vam bom predstavil, kako pri projektu RSO pripravimo računalnik. Za nameščanje operacijskega sistema uporabljamo program Parted Magic. Program je na voljo v formatu ISO, s katerim se ustvari zagonski CD ali pa USB ključek. V tem videu se bom osredotočil na pripravo USB ključka oziroma trdega diska, saj menim, da vam priprava CD-ja ne bo povzročala težav. Da bi bil postopek priprave računalnikov za naš projekt resnično preprost, vam priporočam, da si na enem mediju, naj si bo to ključek, zunanji ali notranji disk, pripravite dve particiji. Prva naj bo velikosti 380 MB, druga pa kar preostane. Skupna velikost medija naj bo vsaj 8 GB, saj so slike trdih diskov, s katerimi delamo, velike med 2 in 4 GB. Ko je medij pripravljen in razdeljen na dve particiji, zaženite program UNetBootin, ki se nahaja na povezavi v opisu videa. Program se le zažene in ni inštalacijski. V meniju na vrhu se poleg Parted Magic nahaja še mnogo drugih operacijskih sistemov. Ker pa sem ISO že prenesel na svoj računalnik, bom tukaj spodaj kliknil na Disk Image in desno na 3 pikce, kar prikliče raziskovalca, ki ga popeljem do datoteke. Sledi še namestitev oziroma izbira USB ključka, ker je moj ključek že v računalniku. Se tukaj pojavi črka, v mojem primeru je to M, kliknem v redu in ključek se pripravlja za uporabo. Sledi prenos map, v katerih se nahajajo slike trdih diskov z naprej pripravljenimi operacijskimi sistemi. Te se nahajajo na Google Drive in če nimate Gmail računa, bo stvar žal trajala malce dlje, pa bom kar pokazal kako. Najprej označimo ime posamezne mape, kopiramo, na ciljnem mestu ustvarimo mapo, prilepimo besedilo in kliknemo Enter. Tako ustvarimo vse mape in v njih prenesemo vsebino istoimenskih map v Google Drive. Žal je postopek zamuden, saj tistim, ki nimate Gmail računa, ne omogoča skupnega prenosa vseh datotek naenkrat. Žal bo treba kar nekajkrat klikniti. Če pa imate Gmail račun, se vam bo tukaj na desni pokazal gumb Open in Drive. Kliknite na ta gumb in vsebina te mape se vam bo pokazala v vašem Driveu. Potem lahko izberete posamezno mapo in jo s klikom na More Download prenesete v zip formatu, kar pomeni, da bo potem treba še odpakirati, vendar nič za to. Tako, naš medij je sedaj nared za pripravo trdih diskov pri projektu Računalniki za socialno ogrožene. Pa poglejmo, kako to deluje. Na računalniku prikličite zagonski meni. Na tem meniju izberete napravo, s katere želite, da se računalnik zažene. V mojem primeru je to Traxtor USB, pri vas pa mogoče drugače, dobro videti, kako se naprava imenuje. Kliknete Live with Default Settings 32, kar pomeni, da se bo program zagnal v 32-bitnem načinu. Ko se program postavi na noge, zaženemo Disk Cloning oziroma Clonezilla. Program je precej enostaven za uporabo, pa vseeno potrebuje nekaj besed. Torej, prvi korak potrdimo, drugega prav tako, na to kliknemo Enter in program bere diske, ki so prisotni v sistemu. V mojem primeru je to 5 diskov in en USB ključek. Svetujem vam, da si particijo, na kateri se nahajajo slike trdih diskov, ustrezno poimenujete, da je ne boste kdaj po pomoti prepisali. Izberete torej particijo s tem imenom, v mojem primeru repozitorij, sledi ena potrditev, druga in tretja, nato pa izberemo Restore an image to multiple local disks, kar pomeni, da bomo pekli na več diskov hkrati. Lahko bi izbrali tudi Restore image to local disk, če bi se v sistemu nahajal le en trdni disk. Sledi Enter
No, tukaj pa mi že prikazuje slike trdih diskov, ki jih imam jaz na svojem ključku. Izbral bom Lubuntu, ki je malce bolj prijazen do starejših računalnikov. Sledi izbira diskov, na katere želimo namestiti sistem. Izbiramo s presletnico, torej Space, potrdimo z Enter in na to sledita še 2 klika YY oziroma Z, ker program postavljen z ameriško tipkovnico. In že pečemo vse diske hkrati. Tako, Clonezilla je svoje zaključila, zdaj pa sledi program Partition Editor. V bistvu je to Gparted, ki ga nekateri mogoče že poznate, saj gre za odličen program. Z njim bomo razširili trde diske do konca, saj je v osnovi bil imidž oziroma slika trdega diska narejena s 20 giga diskom, mi pa jih sedaj v bistvu pečemo na večje. Torej ostaja en del neuporabljenega na vsakem od diskov. Zadnji v vrsti pa je običajno ta ključek, na katerem se nahaja Parted Magic in slike trdih diskov. Tukaj bi pozoril še na prvo particijo Swap, nekatere bodo imele težave, zato so te datoteke tukaj na namizju. Z njimi bomo te težave tudi odpravili, ampak o tem malce več kasneje. Skratka, vsak disk je treba razširiti. Tole tako naredimo. Torej izberem disk, kliknem na zadnjo particijo in z desnim robom bodite pozorni, da ne izberete tega križca, ampak tole orodje razširite do konca, potrdite in vsak disk na enak način razširite. Tako, razširjen je še zadnji disk, spodaj je seznam nalog, ki jih potrdimo s tipko Apply in razširjanje diskov se izvaja. Postopek razširjanja je gotov. Okno zapremo. No, zdaj pa si oglejmo, kateri od diskov imajo težave s prvo particijo. B je v redu, C je v redu, D in E imata težavi. Torej, D in E imata swap particijo nedelujočo. To bomo odpravili s skripto, ki je na voljo za vsak disk posebej. Torej D in E. Dvakrat kliknem na swap SDD in swap SDE. Klik. Tako. Zdaj bom ponovno odprl Partition Editor, da se prepričam, da je vse v redu. Skripte, ki ta problem rešijo, pa so prav tako na Google Drive in si jih kar prenesite na namizje Parted Magic operacijskega sistema. Tukaj pogledamo, tako D kot E sta v redu. Torej, skripti sta težavo odpravili, da pa bi te skripte tudi ostale, je treba sejo shraniti, torej save session. Ok. In naslednjič, ko bomo prižgali oziroma zagnali Parted Magic, bodo skripte na namizju. Tako, predstavitev priprave trdih diskov za naš projekt je s tem zaključena. Upam, da mi je celoten postopek uspelo predstaviti na razumljiv način. Želim vam veliko veselja in uspehov pri vašem delu. Čau! Pa pustimo muziko do konca, zakaj pa ne?